Lepo pozdravljeni. Jedrska elektrarna Krško na odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov čaka že dobrih 40 let. Po zadnjih dogodkih z izborom izvajalca del pa se začetek gradnje znova odmika. Objekt je nujno potreben, a ne za vsako ceno, so jasni svetniki Mestne občine Krško, ki so prejšnji torek na to temo razpravljali na izredni seji. Zadnja dogajanja v zvezi z izborom izvajalca gradnje nas navdajajo z dvomom v dokončanje gradnje, je ob začetku seje dejal krški župan Miran Stanko. Skoraj 5-kratno preseganje projektantsko ocenjenih stroškov izgradnje kaže na to, da se bo ponovil scenarij TEŠ6, z njim pa zgradil model, ki bo kasneje uporabljen pri ostalih energetskih investicijah, predvsem pri JEK2. Zahtevo za sklic seje je podalo 9 svetnikov, s prvopodpisano Tajano Dvoršek. Najbolj bode v oči sporna pogodba, ki jo je preko javnega razpisa kot edino sposobno prejel ARAO. Gradbena dela, ki so v investicijskem načrtu ocenjena na dobrih 43 milijonov evrov, so po tej pogodbi ocenjena na 148 milijonov. Pogodba je bila kot nedopustna pod prejšnjim vodstvom zavrnjena in javno naročilo se ni oddalo. Nova v.d. direktorica, gospa Grajželj, se ni obotavljala, omenjeno odločitev je razveljavila in vrnila postopek v fazo preveritve ponudbe. Po mnenju okoljskega ministra pa je ocenjena vrednost del na dobrih 43 milijonov evrov nerealna. Nerealen je tudi rok izvedbe. Poglejte, jaz si ne znam predstavljati, kako se je med razpisnimi pogoji znašel pogoj, da se bo radioaktivni skladišče zgradilo v 902 dneh, čeprav velika ali pa praktično vsi strokovnjaki se s tem ugotavljajo, pravijo, da se to ne da v tem kratkem roku narediti. In zato je v edini ponudbi, ki je bila pravzaprav v tej fazi razpisa na mizi, pravzaprav že zaračunani penali, in to je krepko tudi dvignilo ponudbeno vrednost. Prav gotovo je pa res nujno prvo, kar je potrebno narediti novelacijo tega invest programa, da se točno vidi, kakšne so trenutne cene. Srž problema pa res, tako kot je že minister povedal, vidim v tem kratkem roku, ki je bil postavljen 900 dni. Jaz sem eden izmed sopodpisnikov in se ne strinjam s tem, da je zdaj prišel minister nam tle hvale speve gor govoriti, zdaj bo še Blaž prišel kolega tudi, in iz tega vidika jaz zapuščam to sejo in delam obstrukcijo. Imam pa dosti stvari, sem jih že v Ljubljani tudi vprašal, pa nisem dobil odgovora in verjamem, da tudi danes ne, tako da zapuščam. Hvala. Svetniki, ki do konkretnih odgovorov niso prišli, so ob koncu seje med drugim sprejeli sklep, da naj pristojni skladno s predpisanim zakonskim rokom imenujejo direktorja Agencije za radioaktivne odpadke, ki bo imel strokovne kompetence na jedrskem področju, ter sodelujejo z Mestno občino Krško, saj to pripomore k boljšemu poteku izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Na zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov nekdanje trboveljske termoelektrarne zdaj stoji sončna elektrarna Prapretno. Ta je z več kot 6700 paneli največja v državi, v holdingu slovenskih elektrarn pa pričakujejo, da naj bi letno proizvedla 3336 megavatnih ur električne energije, kar zadošča za približno 800 povprečnih slovenskih gospodinjstev. V petek so jo tudi uradno odprli. Največja sončna elektrarna pri nas stoji na 120 metrov visokem območju rekultiviranega in zaprtega dela odlagališča pepela in žlindre iz termoelektrarne Trbovlje. Na tej lokaciji je nameščenih 6748 modulov. Elektrarna je inštalirane moči 3,036 megavata. Letna proizvodnja je pa predvidena nekje okoli 3336 megavatnih ur, kar nekje zadošča za približno 800 povprečnih slovenskih gospodinjstev. Trenutno je elektrarna v fazi funkcionalnih in zagonskih preizkusov. Tehnična oprema funkcionira, elektrarna proizvaja že do nazivne moči in je v fazi pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj. Temeljni kamen so položili julija lani, z gradbenimi deli pa so pričeli novembra. Največji izziv je bil umeščanje v prostor. Zato, ker je to najbolj nedodelan del, po mojem mnenju, v slovenski zakonodaji, kako te stvari spraviti v prostor, se pravi, da je možna energetska izraba prostora.
proizvajalcev pa pravijo, da bo to tudi 30, mogoče celo 40 let. Na tej lokaciji želijo elektrarno v prihodnje nadgraditi do moči 13 MW. Za potrebe priključitve same sončne elektrarne na omrežje smo mogli zgraditi 3,5 km 20 kV kablovoda do RTP Hrastnik in prav ta povezava omogoča tudi širitev, pa tudi sedaj so občine Hrastnik in občina Trbovlje so obe v postopku spremembe občinskih prostorskih načrtov, tako da bomo poskušali zajeti vso to površino za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Investicijska vrednost elektrarne znaša 2,5 milijona evrov. Miran Stanko je 12. aprila 2012 po nadomestnih volitvah prevzel vodenje občine Krško. Po natanko 10 letih je predstavil svoj pogled na preteklo obdobje in predstavil načrte zdaj mestne občine Krško za naprej. Krški župan zadnje desetletje ocenjuje kot uspešno, predvsem investicijsko, saj se je z rastjo proračuna večal delež namenjen za naložbe. V tem obdobju jih je bilo za 240 milijonov evrov. Vse te investicije se poznajo tudi v prostoru in če bi rekel nekaj takih pomembnejših, ki so nastale, so vsekakor obnove praktično vseh šol v Krški občini, obnove recimo kulturnega doma in na področju infrastrukture veliko komunalnih, recimo kanalizacij in podobnega, in pa seveda naša obvoznica v samem mestu Krško. Ob obletnici dela pa je krški župan predstavil tudi načrte za prihodnje delo. Pred občino so veliki izzivi, na njen razvoj bo v veliki meri vplivala načrtovana izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne. Pričakujemo veliko spremljajočih dejavnosti, ki pomenijo tudi veliko odgovornost občine, ne samo sprejeti objekt v prostor, ampak tudi zagotoviti prostor za vsa potrebna infrastrukturo, ki se bo v tem času potrebovala. Se pravi, od šol, stanovanj, ne nazadnje tudi vodovodov in vsega ostalega, kar prinese s sabo tako velika gradnja. Pričakujemo povečanje prebivalstva za 5 do 7 tisoč prebivalcev. Zato na občini že pripravljajo strateški dokument, ki bo vključeval cilje lokalne skupnosti za naslednjih 20-30 let. Ta mesec obletnico županovanja praznuje tudi brežiški župan Ivan Molan. 17 let je minilo, odkar je na čelu občine, in ob obletnici začetka svojega županovanja je predstavil dosežke preteklih let in načrte za prihodnje obdobje. Ivan Molan je na položaj župana občine Brežice stopil 1. aprila 2005, potem ko je dotedanjemu dolgoletnemu županu Andreju Vizjaku prenehala funkcija. Najprej je bilo treba vzpostaviti zaupanje znotraj občinskega sveta, saj ta po Molanovih besedah pred 17 leti skoraj da ni funkcioniral. Potrebna je bila reorganizacija občinske uprave. Takrat, ko sem jaz prišel na občino, je bilo praktično proračun 15 milijonov, milijon pa pol je bilo investicij, vse ostalo se porabilo samo za svoje delovanje. Danes pa imamo proračun praktično skoraj 43 milijonov in 25 milijonov investicij. Sledila sta reorganizacija javnih zavodov in vlaganje v infrastrukturo. V teh 17 letih je v občini Brežice bilo investirani skoraj 200 milijonov evrov, okoli 150 milijonov evrov pa smo namenili za transfere neposredne, ko gre za občane, društva in pa podjetja. Vse investicije pa smo delali enakomerno po celi občini, po vseh krajih. Ob 17-letnici županovanja je Ivan Molan predstavil tudi načrte za naprej. Ti vključujejo nekatere že začrtane investicije. Vključno z hidroelektrarnom, z letališčem Cerklje ob Krki, prav tako z ostalo infrastrukturo. Treba povedati, da seveda tudi kot obmejna občina zahtevamo, da se tudi življenje ob meji čim bolj vzpostavi. Prav tako pa seveda kot obmejna občina so pomembni tudi predvsem pridobivanje teh sredstev za podjetnike in veseli me, da smo na tem gospodarskem področju pridobili tudi nova podjetja. Kot občina, ki živi v neposredni bližini jedrskega objekta, bodo v prihodnosti zahtevali in želeli biti aktivno vključeni v umeščanje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in prav tako pri ustanavljanju pokrajine Posavje. Prejšnji torek so se kandidati liste Marjana Šarca, ki so bili ta dan na poti od Žalca v Novo mesto, ustavili tudi v Posavju. Obiskali smo jih v Brežicah. LMŠ-jev avtobus s kandidati in podporniki se je ustavil pri spomeniku NOB in kmečkim uporom. Predstavil se je brežiški kandidat, domačin Andrej Gerjevič, ki o svojih razlogih za kandidaturo pravi: Zato, ker sam osebno priznavam vse te vrednote, ki jih nosi stranka. Meni so vrednote vse in moti me tudi politiki, nekateri ljudje radi poteptajo vrednote ali pa z njimi trgujejo.
Tako da za sebe osebno rečem, da pri meni vrednote ne bodo nikoli naprodaj ali pa predmet moči. Tukaj sem pa dosleden vedno. Dotaknil pa se je tudi simbolike lokacije srečanja. Se mi zdi tudi, glede na to spomenik, kaj predstavlja, pa te vrednote, se mi zdi, da je to veliko bolj primerno, kot pa, ne vem, na parkirnem prostoru nekega shopping centra. V Sevnici se bo za poslansko mesto potegovala Kamničanka Nives Matjan, v Krškem pa Alenka Hit iz Bleda. Ja, naše kandidatke in kandidati so ljudje, ki niso rojeni z zlato žlico, ki so trdno na tleh, ki so morali se vsak dokazati v svojem poklicu. Skratka, izbirali smo kandidatke in kandidate, ki razumejo ljudi, ki poskušajo prisluhniti in ki vedno ostajajo v stiku tako s svojim krajem kot tudi z ljudmi in da poznajo njihove probleme. V Brežicah, natančneje na Grajskem dvorišču, so se predstavili tudi posavski kandidati stranke Gibanje Svoboda. V Brežicah se bo za poslansko mesto potegovala Nataša Avšič Bogovič, v Krškem Tamara Vonta, v Sevnici pa Jernej Žnidaršič. V Brežicah kandidira Nataša Avšič Bogovič, sicer nekdanja tržna inšpektorica in direktorica Splošne bolnišnice Brežice, danes pa zaposlena v družbi GEN-I. Prizadevala si bo za, kot pravi, pravično in socialno družbo. Verjamem, da je ena prvih nalog, ki jo moramo narediti, je analiza najnižjih plač oziroma minimalnih plač, minimalnih pokojnin, ker to so dejansko zneski, ki ne omogočajo dostojnega življenja. Dostojanstvo je pa ravno tisto, ki si ga ne smemo pustiti vzeti. Izpostavila je pomen samooskrbe. Zavzemanje za samooskrbo je tudi tista stvar, ki verjamem, da bo šla v smeri bolj čistega okolja, bolj zdravega okolja za vse nas, ker zdravje je pa tudi tista vrednota, ki mora biti vsem nam na nek način na prvem mestu. V Krškem kandidira nekdanja novinarka in poslanka v Državnem zboru Tamara Vonta. Sem se odločila, da bom naredila vse, kar lahko naredim in vse, kar je v moji moči, da spremenim drsenje naše demokracije oziroma naše ustavne ureditve v to, kar se zdaj že zelo v jasnih oblicih kaže. Prioritetne točke so pravna država, zdravstvo in medgeneracijska solidarnost. Temeljno pa je, da se komunikaciji, dialogu med politiki in različnimi institucijami vrne takšna raven, ki si jo vsi zaslužijo. Moje stališče vedno je, da če je nekaj dobro za državo in za največje možno število ljudi, potem je to seveda dobro tudi za moj kraj, za moje Krško, se pravi, za tam, kjer pač sem se rodila, tako rekoč, in kjer živim. In če bi mogla izpostaviti kakšno točko, si zagotovo želim, da bi bila to ena varna energetska oskrba, ki jo bomo v prihodnjih letih zelo. V Sevnici kandidira Jernej Žnidaršič, sicer zaposlen v družbi hidroelektrarne na Spodnji Savi. Bil sem povabljen v ekipo, vodi Robert, ima stranka zelo dober program, v katerem se pač vidim in mislim, da bom tudi podeliti kot mnogo sport zeleni preobrazbi. Kot pravi, se bo zavzemal za mlade ter za prehod v samooskrbo na področju prehrane ter za neodvisnost od električne energije. Predstavitve posavskih kandidatov se je udeležil tudi predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob. Naredili smo miks, iskali smo na nek način nekoga, ki je iz inženirstva, osebnici, iz gospodarstva. V Krškem smo bolj iskali nekoga, ki je nevladni sektor pozna in medije in podobno. No in v Brežicah imamo pa našo Natašo, ki se pa še pozna na javni sektor. Hkrati pa pozna tudi gospodarstvo. Hoteli smo zajeti čim več različnih aspektov, zato da bi tudi v Posavju kasneje lahko možno sodelovali pri gradnji lokalne skupnosti. Levica gre na parlamentarne volitve s 86 kandidati, ki jo bodo zastopali v vseh 88 volilnih enotah. V Posavju gre za že znana imena. Peter Dirembek kandidira v Brežicah, Aleš Suša v Krškem, Sašo Jejčič v Sevnici in Tina Kolar v Radečah.
V novih prostorih Levice v Brežicah so se predstavili 4 Posavci, ki so na listi Levice kandidirali že pred 4 oziroma 8 leti. Tako jaz kot Levica smo na političnem prizorišču 8 let, se pravi, da sem zraven od samih začetkov. In tako na začetku kot zdaj, ko smo že dobro utečen politični subjekt, verjamemo, da je družba potrebna celostne prenove. Kot pravi, to lahko dosežemo z določenimi političnimi odločitvami na področju davkov, ohranitvijo javnega zdravstva in šolstva ter narave. Priča smo čedalje večjim sušam, čedalje več požarom in zanikovalci podnebnih sprememb enostavno nimajo prav. Zato pri Levici delujemo v smer ohranjanja delavskih in naravnih standardov, ki žal vztrajno padajo. Okoljski problem mora biti prioriteta nove vlade, meni Aleš Suša, ki kandidira v Krškem in Kostanjevici na Krki. Druga zadeva je vojna v Ukrajini, ki je dala idejam skrajne desnice po Evropi spet nov zagon in spet se pogovarjamo o večjih izdatkih za orožje. Ta denar nujno potrebujemo za spopadanje z podnebnimi spremembami. Vojne konflikte, nesoglasja med sosedami v Evropi pa je treba reševati z diplomacijo in z dolgoročnim zavzemanjem za demilitarizacijo. Suša kot tretjo najpomembnejšo točko navaja skrb za socialno državo. V Sevnici bo na listi Levice kandidiral Sašo Jejčič z željo, da se, kot pravi, v Slovenijo vrne normalnost. Da se odpravi diktatura, da se odpravi totalitarizem in da se zopet uvede demokracija, pravna država, da se povrne Sloveniji ugled v svetu, ker jo sedanja vlada nas sramoti povsod. Jejčič je, tako pravi, še posebej občutljiv na dogajanje v policiji. Namreč delal sem dolga leta v kriminalistični policiji in po upokojitvi tudi bil zunanji sodelavec Komisije za preprečevanje korupcije, tako da mi je to področje še bolj blizu in se bom posebej angažiral na tem področju. Aktivistka in prostovoljka Tina Kolar pa se bo zavzemala za dvig minimalne plače. V programu imamo napisano dvig minimalne plače na 815 evrov neto takoj, potem pa postopoma na 1000 evrov. Potem, kot sem imela na lokalnem nivoju boj za transparentnost javnih inštitucij. Kar se tiče naših posavskih kandidatk in kandidatov, mislim, da so vrhunska ekipa, danes so to tudi jasno pokazali. Zelo poglobljeno se ukvarjajo z stvarmi, zelo so vsebinski in jaz bom vesela, kdorkoli bo se prebil v parlament, mislim, da bo zelo, zelo relevantno zastopal program Levice in se zavzemal za prave stvari. Levica gre na parlamentarne volitve s 86 kandidati, ki jo bodo zastopali v vseh 88 volilnih enotah. V Krškem in Kostanjevici na Krki na listi gibanja Povežimo Slovenijo kandidira krška podžupanja Nuša Somrak. Nuša Somrak je kot članica občinskega sveta mestne občine Krško v lokalni politiki aktivna že 24 let. Sama pa seveda sem zelo veliko delala na okolju in prostoru, to se pravi na tem prostorskem delu, predvsem pa tudi na družbenih dejavnostih, na sociali, na zaščiti in reševanju. To so 3 področja, kjer sem tudi skupaj spreminjala tako z državnimi organi predloge in pa seveda nove zakone, nove uredbe, ki so prihajale in so stvari spreminjale po moji oceni na boljše. Med prioritete uvršča dolgotrajno oskrbo starejših, področje šolstva in predšolske vzgoje ter ureditev kulturnih in športnih objektov. Pomembni so vsi vidiki, predvsem pa sama vidim vidik vključevanja socialnih transferjev oziroma odprave socialnih transferjev, da ne delamo socialne ljudi, ki potrebujejo socialne transferje, kajti naši ljudje, tisti, ki so sposobni si svoj primeren denar zaslužiti in te povezave je potrebno narediti, ne da država na eni strani jemlje oziroma ljudem ne daje te možnosti, da bi zaslužili za minimalno preživetje, na drugi strani pa seveda moramo potem odpirati različne programe. Med pomembne točke uvršča ustanovitev pokrajin, tudi pokrajine Posavje in s tem decentralizacijo Slovenije. Med slovenskimi rejci je krškopoljec vse bolj priljubljen. Gre za edino slovensko avtohtono pasmo. V preteklosti so jih želeli celo iztrebiti, zato so jih nekateri rejci pred nasilno kastracijo celo skrivali.
Pasma se je zato tudi ohranila. Med temi, ki jim jih je uspelo ohraniti, je tudi Martina Ivanšek iz Zasapa pri Cerkljah ob Krki. Sicer tudi predsednica Društva rejcev krškopoljskih prašičev, ki jih skupaj z družino redijo od leta 1988. Bili smo na obisku. Dobro jutro, punce, ajde, zajtrk, gremo. Bi se pocerto še malo, pocerto bi se malo. Krškopoljc ima izrazito dolga ušesa, krajši rilec, je obarvano črno-bel s pasom preko pleč tem. To je značilno za krškopoljca. Je pa njegovo meso marmorirano, aromatično, bolj okusno od teh belih pasem. Ima maščobe 3 pa 6 omega, več, to je dokazano, da vsebuje, je to zdrava maščoba, ampak v mejah normalne. Ajde, ajde, postanite se, ne boste lenarle. Lažje ga je prehraniti, ker krškopoljc ni na močnih krmilih, ne raste na močnih krmilih, ampak na tistem, kar pridelaš ti doma. Od krompirja, solate, buče, okopanine, trava, detelja, pa žita. To imam mešanico za plemenske svinje, šrot narejen iz ječmena pa koruze, pa mineralne mešanice vitaminov za te svinje, ker tudi svinje morajo dobiti še dodatne vitamine, če hočeš, da jih imaš v dobri kondiciji. V celi Sloveniji je 550 plemenskih svinj pa 80 merjascev. V samem Posavju je pa tam okrog 30 nekje, mogoče kaj več kmetij, s tam 50, 60, 80 plemenskimi, kar je pa za pitanje, nimam točnega podatka, jih je pa še verjetno enkrat toliko. Ker to so prašiči, ko se naje, on miruje, oni ležijo, ne krožijo. Da so zdaj tukaj noter beli prašiči, bi to tulilo tako, da ne bi en druga slišali. Nas je zdaj to ena lepa velika družina, ampak mi se tudi med seboj pomagamo. Tudi pri prodaji informiramo en druga. Če jaz nimam, povem kontakt od druga rejca, on ima. Na ta način si mi pomagamo. Na Krškem polju je tam okrog 15 kmetija. Eni so rejci, ko imajo plemenske svinje, pa prodajajo tudi tekače, tako ko mi vzrejajo, eni pa pitajo. Kaj je, Marko, ti bi tudi? Ti tudi? Ti boš tudi dobil, ja. Ti si pa glaven pri hiši. Merjasci ima vsak ime, svinje nekaj jih je preveč, drugače pa ljudje uporabljajo imena, kjer imajo manj svinj, so od mick, pepc, vsake sorte. Merjasc pa recimo ta je Marko in ima pa svojo rodovniško številko. Mi ko sporočamo pripuste pa to, z rodovniško številko, ne z imenom. Čeprav krškopoljc praktično izvira iz Krškega polja. On je razširjen po celi Sloveniji praktično. Vsa področja od Gorenjske, Primorske, Prekmurja, Koroška, osrednja Slovenija, skozi Bela krajina, Posavje. Mi vsi imamo krškopoljca zdaj. Prej je bil skoncentriran tukaj območje Krškega polja, Gorjancev do nekje Novega mesta. Vidite, tako je ta rodovniška številka na ušesu, to je poreklo, sledljivost. Za vse, mama, stara mama, prababica, to je vse sledljivo, vse v rodovni knjigi je noter zapisano. Pol, ko se je pa to začelo preganjati krškopoljca, pa prepovedovati rejo, niso pustili, da bi se ljudje sami odločali, ali boš redil krškopoljca ali boš belo pasmo, ampak so forsirali belo pasmo zaradi tega, da bo prireja mesa dosti visoka. Ker krškopoljc je slovel kot zamaščen z malo mesa. To so bile pa pasme, ki naj bi dajale ogromno mesa za potrebe Slovencev. Ampak
Narobe je pa to, da ni vse staro slabo. In nazadnje nas je pol peščica ostala, ko smo ga uspeli ohraniti, skrivajem in vsem, ne, v preteklosti. Težki časi so bili za Krškopoljca takrat, ne. Se ne boš vstala? Ne bo se vstala, ali vstan se, ajde. Papa. Tukaj imamo izpuste narejene, tako da lahko uživajo, ko je toplo na sončki. Tule smo posadili tudi murvo, da jim bo delala senco krošnja, ker murva najhitreje in največjo krošnjo naredi. Pa še njeni plodovi so užitni, ne? Tako da, ko bo dost velika in ko bo to padalo tudi noter, bojo prašiči te murve vse pojeli. Trma kmeta, trma rejca ga je ohranila. In pol smo začeli intenzivno na njem delati, ne. Poiskalo se je vse tiste, kaj je še ostalo, se je vneslo v rodovne knjige in se je začelo označevati, tako da se pasma ohrani čim bolj čista, ker to je naša edina slovenska avtohtona pasma. Krškopoljc na začetku 93. leta nas je bilo 3 izvorne reje, ko smo imeli 30 plemenskih živali pa 5 merjascev. Zdaj je 550 živali, plemenskih svinj pa 80 merjascev, ne. Smo tam, ki smo odvisni od uvoza, že itak, ne. Ljudje bi se pa mogli zavedati, da samo tisto, kar je vzrejeno, rojeno pa vzrejeno v Sloveniji je slovensko, pa kvalitetno. Vse, kar je po 2,3 evra v trgovini svinjina, se bi mogli zavedati, da za tako ceno tudi v tujini se ne da zrediti, brez enih pripomočkov, ne. Pa s tem podpiramo tudi druge države, ne. Namesto domačega kmeta mi podpiramo s tem, ko v teh verigah trgovskih ceneno meso kupujemo, druge države, ne. Ampak saj ni problem, ne. iPhone kupiti, ne, za 800 evrov ni problem. Pa leasing za avto imeti za 500 evrov na mesec ni problem, ampak svojim otrokom pa dati 2 evra vredno svinjino ali pa piščanca, meni se zdi, da to je pa res veliki problem. Za konec poglejmo še na splet in na najbolj brane novice na našem spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in lep pozdrav.